Zanima me, mogoče zdaj najprej, ko je poletje, ko je vročina, prejšnji teden je bil vročinski val do 35 stopinj Celzija. Kako v bistvu je zdaj treba skrbeti za psa? Kaj vi počnete, kako skrbite za njega v bistvu? Ja, v bistvu ona kar dosti tudi sama za sebe poskrbi, ne, pač čez dan komira, ne, leži, spi. In to je najboljše. Mi imamo na srečo kar hladno stanovanje, tako da ne vem, kako drugi psi to prenašajo, viška kar v redu, no. Če pa smo kdaj na kakem sprehodu, ko je dlje časa izpostavljen na soncu, pa imamo vedno vodo zraven, pa malo polijemo preko, pa drugače pa se ne kopa, tako da moramo sami poskrbeti, da je malo zmočena. V tem času je največji sovražnik hišnih ljubljenčkov vročina. Psi in mačke se namreč hladijo zgolj skozi šape. To pomeni, da lahko veliko prej kot ljudje doživijo tudi toplotno kap. Vse aktivnosti probajte dati na zjutraj in zvečer, hrani tudi ob teh urah, aktivnosti dnevne čim manj zmanjšati, potem pa seveda dovolj zračen prostor, dovolj vode na voljo, nekakor pa ne zaprti prostori, tako so avtomobili, sploh pa ne na odprtem soncu. Številni dopustniki, ki se te dni odpravljajo na počitnice, velikokrat svojega ljubljenčka ne morejo vzeti seboj. Tako se je število klicev v mariborsko zavetišče v tem času močno povečalo. Seveda kličejo, ne, zdaj v bistvu to ni tako preprosto, kot je bilo včasih, dejansko zdaj odkar so mikročipirani, se pravi, ko so psi cepljeni in registrirani, se da ne morete kar tako odpovedati, jih pa seveda zanimajo te dejansko hotelske storitve. Pa tega pa vi ne nudite, ne? Ne, hotelske storitve trenutno ne nudimo, niti nismo registrirani hotel, preprosto že iz razloga, ker imamo polne kapacitete. Enostavno je teh zapuščenih živali toliko, da ne moramo niti opravljati teh hotelskih storitev. V Mariboru trenutno ni nobenega takšnega hotela, ki bi bil uradno prijavljen pri veterinarski upravi. Eden se je nahajal na Mariborski kinološki zvezi, vendar so ga zaradi uveljavitve strožje zakonodaje morali zapreti. Potrebno je pač zakonodaje povsem zadostiti, ker preden se to odpre, pride tudi inšpekcijske službe, pa pogleda, če pač zadostujejo zadeve, dovolj velik boks, tla morajo biti primerna za to, ležišče mora biti primerno, izteki morajo biti, zaželeno je sigurno, da se psi sprehajajo enkrat do dvakrat na dan. Poleg tega za manjše pasme, ki so pač navajene nekje v stanovanju, pa to je vprašljivo, če bo se lastnik pač odločil, da bo psa dal v en taki hotel, ki pač teh možnosti ne nudi. Mi jih nismo imeli, na primer, takrat pred leti. Za razliko od Maribora pa se v okolici Ljubljane nahaja več tovrstnih hotelov. Bivanje hišnih ljubljenčkov v njih stane od 8 do 15 evrov na dan. V ceno pa je ponavadi vključeno prehranjevanje, čiščenje in sprehajanje. Bi vi mogoče se odločili za to, da bi dali psa v kakšen tak hotel? Ne vem, to iskreno povedano, malo srečo z starši, ki prevzamejo pa tudi Hanina sestra, vzame Viškovo varstvo, tako da, če ne bi bilo druge možnosti, pa če je nekaj nujnega, je tudi mogoče to opcija, ampak načeloma v domačem okolju pes najbolj uživa, ne.